Lep pozdravček, dobrodošli v soboto, ni nov teden. Evo, midva se zdaj na poti v Bosno, da se sestavlja malo prej Noga mesta. Bova pojedla in pičiva naprej. Tako gužva sem imela v službi, da sem čisto zblojena. Sem pa danes že bolj. Zjutraj mi je ful glava bolela, pol je bilo bož, pa itak sem pa spila kavico, tako da ja. Ko si zdrav, ti je vse samoumevno. Burek. Ojla, evo naju v Bosni. Tako da... Dajmo se malo razpakirati. Ja. Šminka. V bistvu se moram okopati, ker imam grozne lase, če pa nisem imela energije za to. Dobrodošli v Bosni. Dobro jutro, prvo jutro v Bosni. Sem nama kofe skuhala, zdaj grem dol, kjer je tašča. Ful je lep sončen dan. Tako da bom pokazala pol malo kolele. Kako je lepo zunaj, sonček je. Kako je fajn. Zakon. Zdaj greva do babi od dragega, ki je takoj zraven sosedna bajta, no, tako da ni davč. Who's a big boy? Ja, ti si glaven. Evo naju. V najni bajtici. Kjer lep razgled. Bolano. Vesele in lepe velikonočne praznike, če praznuješ. Upam, da si z ljubenimi osebami, kdorkoli to že je, tudi ne rabi familija, če to pač ni. Tako je. Toliko je toplo tlele. Sicer dobro, noter ima razlom pa kožu na soncu, tako malo brutalno, sicer če malo zapiha, ni tako fajn. Zdaj bomo pili kavico. Je še malo pera, Marijo. Tudi je pač ono res dopust. Nič ne počnem. Dolžna sem ti še citat od včeraj. Sreča v življenju je odvisna od kakovosti naših misli. Mark Aureli. Tudi današnji. Napiši seznam opravljenih stvari. Človek hitro pozabi, kaj je že dosegel. Koliko je lepo tle. Res toliko mirno in v easy. Pa še. Zdaj sva šla na sprehod. Ful je v bistvu vroče. V bistvu je zdaj prvič grem tukaj na sprehod, tako da raziskujem poti za bodoče. Ful je res tukaj mirno danes. Mislim, danes je skozi, tako res je ono brez stresa, lepo vreme. Jaz mislim, da je tle toplej, kakor zdaj v Sloveniji. Mene že nogi bolijo, pa sem šele začela. Tole je pa kardio. Jaz sem čist brez kondicije. Škuk je vroče, ne morem verjeti.
Samo spodaj imam eno tanko majčko, pa se nočem bolj sleč. Zdaj sva prišla v Brnjavor, prav v center. Greva pogledat, kaj dogaja. Mano je, mislim, da imam novo ljubezen. Lejovka. Dođi, Teci, dođi. Dođi. Ne, vamo. Dođi vamo. Ljubavi, Hoćeš sa mnom u Sloveniju? Ljubavi, hoćeš sa mnom? Jo, ko bi jo vzela, ali pa ga drugače prede. Lejo. Pa imam novo ljubav. Ok, moram da idem. Ciao, ljubavi. Ciao. Drugač me sledi. Ostani tu. My lord. Evo po obveznih čevapih. Zdaj malo berem. Prej sem pač omenila, mi da delava bajto v Bosni. To sem sicer omenila sama ena video v Q&A-ju, tako da ja, delava hišo tukaj, pač takoj nasproti. Ne bova, mislim, zaenkrat ne planirava tle živeti, ampak ta hiša je premejhna, ker moj dragi ima tudi brata, ki ima družino in ko smo vsi skupaj tle, je pač enostavno premalo prostora in tudi jaz si želim svoj mir, tako da zato pa delava hišo, da smo na komod in pa ne mislim tako čisto slabega, ne. Ampak onalej, jaz ko hočem brat, grem brat, ko hočem jaz, grem jaz. Vsak ima pa svoj mir in to je to najboljše, ne? In vsak ima svoje rutine in tako naprej. Ja, delava je tukaj, ker se je v Sloveniji itak nikoli ne bova mogla privoščiti. To tudi ni tako nobeno hvalisanje. Mi pa pač morava trdo garati, zato da si bova lahko privoščila bajto tle, tako da tudi tle je dosti drago, sicer še zmeraj cenejš, kakor če bi v Sloveniji, pa prednost je ta, ker je pač na svoji zemlji in je pa že zaradi tega ful ceneje, ne. Tako da ja, bom probala posneti čim več, kako bi temu rekla, čim več postopkov, kaj se bo dogajalo. Se pravi, midva sva, da se to začeli lanskega marca, smo začeli z olivanjem plošče, tako da se pravi pa še pred tem, da je dragi vse te papirje zrihto pa to, tako da to traja že kar nekaj časa, ne, sem pač nisem kaj hotela preveč javno govoriti o tem.
Tako da bom provala napredek, čim več posnet, kakor bom pač tukaj seveda. Zdaj so na vrsti okna in pa vrata. To naj bi prišel zdaj po veliki noči. Tako da ampak jaz komi čakam. Sploh ne znam opisati, koliko komi čakam. Da lahko pol oblačil sem pa nesem, ker dejansko imam to dovolj cot. In ostane pač. Pa knjige pa tako naprej. Komi čakam. Pa kuhinjo, proper kuhinjo. Ja. Dobro jutro, prišla sva v mesto, ker sem šla v trgovino. Tlele je v bistvu vse odprt. Mislim, hvala Bogu, pri nas v Sloveniji ni, ne? Vgledala nam je, tako da zdaj greva na kavo. Pa nazaj domov. Vzun sem jih 3 sekunde zdržala, a veš, koliko je vroče? Prej je kazalo 23 stopinj, pa je bila ura koliko? Kol 10, nekaj tazga. Noro. Zdaj smo pa zatrokovali. A ja, citart, evo. Zdaj dobro, da imam tle pred nosom, tako vidim. Ok, kaj piše za danes? Skrb zase pomeni, da se ima za spoštovanje vredno osebo in se predstavljaš kot oseba, ki je dragocena, sposobna in si zasluži vse dobro. Amen. Tako, to si vsi zaslužimo. Zdaj bom pa brala, ker bi rada dokončala tvojo knjigo danes, zatem potem na naslednjo. Prebrala sem končno od Michelle Maria Callas. Zanimiva, pač diva absoluta, ne vem, malo drame v tem ljubezenskem življenju, to mi je bilo kruno. Ok, tako da ne vem, pač ocenam s 3 zvezdicami. Ful je bilo v bistvu dobro, da sem si že film prej pogledala, ker sem pol ful lahko potegnila paralele s knjigo, ne? Ker jaz o Mariji prej nisem nič vedela, tako da mi je mogoče za tega bilo lažje brati knjigo. Ker če bi jo tako z nule brala, bi bilo mogoče malo, ne vem, težji, pa ne bi toliko razumela, ker sem pa gledala film, je pa v bistvu bilo lažje. Tako da evo, v tem primeru je bilo pa bolj, da sem si prej film pogledala, kakor pa knjigo. Kaj mi je bilo boljš? Film je bil boljši. Tako, ja. Dobro jutro. Dragi je v mestu, tako da sem jaz izkoristila in sem brala. Prebrala sem tole knjigo Bojan Martinec, Skodelica kave. To so kratke zgodbe. Kakšne so zanimive, kakšne malo manj, ampak jaz nisem toliko fenica kratkih zgodb, ker me moti me, da se pač to hitro konča zgodba. Raj berem celo knjigo in ne samo ena zgodba. A ne, kakor pa, da se pač ful hitro konča. To je pač čist moja preferenca. Zdaj bom kafe spila. Ful je lep sonček, tako vzuni na soncu, ampak noter, tako imam razlog, da sem skozi vrata odprta, pač lepo svetlava si je. A ja, še tole citat sem hotla. Zaradi tebe je ta svet veliko bolj čudovit. O, kako lepo. Prebrala sem poezijo od Mirjane Šernek, Dotik, in ocenim 4 zvezdicami. Zdaj gledava za elektriko in tako naprej. Tako izgledajo moji dnevi, ko sem v Bosni. Več ali manj na tem placu berem, malo sem v zuni. Danes je bilo čez dan ful toplo, pol se pa ful ohladil, tako da zdaj ni prijetno biti zunaj. Ampak sem v bistvu ugotovila, da zdaj je 1 leto, odkar delam tele vloge. Koliko noro. Ko sem začela pred 1 letom, sem bila bom provala, pa bo kar bo. Tako da sem ful vesela, da so še kar tedenski vlogi. Hvala, da gledaš, da spremljaš.
To me pač ful pomeni, kaj stare te vloge delam. Ja, v bistvu je pa še en request za pozdrav, tako da pozdravljam Piko in njeno prijateljico. Pika mi je v bistvu ful lepo ime, tako da, jej, gledam, hvala 10 let. Zdaj še, dragi, po čevape. Jaz lahko čevape jem vsak dan, ko sem v Bosni. Dobro jutro, kuham nama kavico. Tako lep dan je zunja. Ni mrzlo, ni pa je vroče. V bistvu ni tako prijetno biti zunj, ker malo je vroče v bistvu, ja. Prebrala sem tole knjigo, ki sem jo naročila enkrat prek Amazona, v bistvu nedolgo nazaj. Se pravi, Jacqueline Hartman, I Who Have Never Known Men. V bistvu je ful zanimiva knjiga. Hudo. Se pravi, knjiga govori fantazija. Ženske se znajdejo v nekem prostoru, kjer so prisiljene živeti, se pravi, ne morejo pobegati, ker imajo tam stražarje. Dobijo za jest, za obleč, vse, ampak ne smejo nikamor. Zgodi se neka katastrofa in ne spomnijo se, kako so prišle tja. Ful težko opisujem knjige. So pač prisiljene živeti in potem je ta glavna junakinja, ki nima imena, samo girl. In ona bi se tam najmlajša, ki se začne malo spraševati, zakaj, kako, bla, 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 ne. Nekatere ženske se malo spominjajo svojega pač življenja od prej, ampak so tudi malo bile očitno pod vplivom zdravil, tako da se ne spomnijo vsega. Potem se nekega dne zgodi neka stvar, slišijo se sirene in vsi ti varnostniki zginejo. In one pač pobegnejo ven in potem hodijo in nič, nikjer ničesar. Potem odkrivajo te iste bunkerje, kot so bile one, in vsi so mrtvi. Se pravi, samo njih je 40 žensk, ki počasi umirajo, ena za drugo, in ta naša glavna protagonistka ostane sama. In ona potem tudi raziskuje, ne vem, koliko časa še živi. Se pravi, takrat, ko je bila mlada, do ne vem, kakšnih 60 pa še neki. In na koncu odkrije nek kao lepši plac, kjer najde tudi knjige, pa kakšne druge stvari, ker takrat so se prehranjevale samo s temi kakšnimi konzervami, kakšno meso. Tako vse je po istem kopitu bilo. In ne vejo tudi, ali so sploh na zemlji, čeprav jaz mislim, da so, a ne? Ampak ja, tako mislim, ful utopična, ampak ful zanimiva. Ona je v bistvu avtorica iz Belgije, ki so med drugo svetovno vojno potem prebegali v Maroko, mislim da, potem so se pa pač vrnili nazaj. Odbita knjiga, ampak ful zanimiva. Na začetku me je tako, malo se navadno noter padati, pa tudi kakšne angleške besede so tako čudne, pa kakšna tako napaka je čudna, da sem ampak okej. Vse, če so tako, naj se vedno naletim na kakšne pravopise napake, me mod, ampak če knjiga zanimiva, pač bereš naprej, kaj pa češ, ne. Toliko utopično, mislim, res katera ideja. Jaz definitivno vidim film o tem. In da so v bistvu pred kratkim je tako dost, oziroma nič isti bil, no, to tak film gledala, da me dost me spomnil na tole. Moram pogledati, če obstaja film, no, ko jaz kar vidim film od tele knjige. Ocenam je 4 zvezdicami. In ja, včeraj, tukaj je bila zanimiva, da nisem mogla odložiti. Da me je vse zanimalo, kaj bo. Tako da ja. Ja, pa obdržim v svoji knjižnici, tako je moja, tako da pač ja. Jo obdržim, pa imela bo moja kar tle v Bosni, tako lepo. Ful zanimiv, no. Sicer ne vem, zakaj tle piše A Small Miracle, se čisto ne strinjam, ampak ja, zelo dobra knjiga. Citat. Telefon ugasni zgodaj, večer prihrani za duhovno hranjo, kot je branje, gledanje filmov, poslušanje glasbe. Presenečena boš, koliko časa si pridobila. Absolutno se strinjam s tem. Plan je še tole prebrati, pa bomo pa videli, no. Mislim, da se mi vidi, kako se počutim.
Ojoj, mene je to toliko trudilo. To je izgledalo, da je toliko malo trave, ma to je bilo toliko tega. Jaz sem tako utrujena, tako da mislim, se ne pritožujem sam. Zdaj v bistvu vidim, koliko je to težko. In vsakega občudujem, ko se karkoli z zemljo ukvarja, ali je to kmet, ali pač karkoli. Tako da res samo moj poklon. Jutri bom po moji tak imela čežule, pa muskel fiber. Jaz sem ono razmišljala. Jaz sem intelektualka. Ne, sej. Ne bom se res, nočem se pritoževati. Drugače mi je vse živo hodilo po glavi. Ampak se je po eni strani ful zanimiv, ker se lotaš česa tazga, kar ti ni, ampak pač je treba opraviti, ker ne moram pa zdaj vso breme do dragega dati, ker že tako je tle kosija, ne, pač vse. Tako da je pa zanimivo, kaj se razmišljaš in v mesti pol pač cajt mine. Glavno, zdaj sem nazaj na svojem mestu, rabim pauze od branja, tako da zdaj prepisujem svoje poezije, ki jih imam tako na 10 mestih, zdaj imam tle na tem zvezku, tako da prepisujem v Word, da potem mogoče enkrat tudi jaz izdam svojo zbirko poezij. Zdaj sem v trgovini. No, to je pa razgled na Prnjavor, pač ful lepo. Lep pozdravček. Vzela sva ruske kape, tako da dajmo testirati. Nič posebnega, realno sem že boljše jedla, ki jih je moja sestra včasih delala. So bile ful dobre. 6 od 10. Ja, ker slabo cena. Dobro jutro. Čez noč je dežval, pojma nimam. Prva 2 dneva sem komi zaspala tle. Včeraj sem tudi pol komi. Ne vem, kaj je to. Polka še dan zaspim čist. Ne štekam. Danes je res mrzlo. Pa se vidi dežval in ni tako fajn. Dobro, da vam tole zablečo, oh my god. Ker sem se že prav ustrašila, da bom zmrzvala. V glavnem, en majster bi nama moral ta teden ugraditi okna in pa vrata v bajto. In naj jo je zajel. Tako da ja, jaz mislim, da bo še zmeraj vse v redu, ker zdaj se bo pač to zavlekala, ampak midva itak nisa hotla, ne vem koliko stvari letos, tako da pač to so zmeraj take nepredvidljive stvari, kad delaš neke take stvari, kot je bajta, ampak bože, zdaj se veva, na čim sva, ker najprej se ni hotel javljati, zdaj pa pač veva, na čim sva. Današnji citat. Ne gre vedno za to, da moramo narediti več. Včasih je bolje, da se osredotočimo na manj. Ja, to pa res Nathan W. Morris. Ja, pa res. One ruske kape so v bistvu tok za nič. Tako da imam še slabšo ceno, kot 6. Sporočila sem margarino, stari. Jaz pa margarine res ne maram. Ponovadi vsaki se sploh ne čutam, ampak ono je res. Najboljši so te 3 leče, pa španski veter, v bistvu oni naredijo kot maringe, pa smetano zmešajo in je tok dober. Ker zdaj nisem imela, ne, tako, že odkar sem prišla, nisem našla tega španskega vetra. Ja, pa da imaš lep dan, kakršno koli že je, se na te ne zeve preveč. Tle je problem, ker veš, ko smo bajti in pol itak se sprehajaš, hodiš gor dol in čutiš tam mrzne. Ker jaz, ko sem recimo v blogu v Sloveniji,
pač ne grem ven, dokler res ne rabim iti ven. Tle pa pač malo drugače. No, ne bi šla zdaj ven, ampak. Zdaj grem dol, bomo pili kavico in potem bom še ulila. Škva sem kupila. A veš, ta mehne, ki so smetane, ki jih imaš v paketku, ne vem, 10, 20, koliko jih je, 10 po moje. In pa le malo smetance noter in to si bom zdaj nalila kavico. Male stvari osrečujejo. Zdaj gremo pa v mesto, tako da sem dala malček šminkice, nakitek. Prej se je Alma smejala v komentarju, da imam preveč teh džemperov s sabo, puloverjev. Zjutraj pa zvečer je ful mrzlo, tako da... Ok, kakšnega se že mogoče preveč vzela, ampak vse moraš imeti, vsaj 2, tako da... Ker jaz sem zdaj kar živela ob teh puloverjih, zjutraj pa zvečer, no. Zdaj sicer malo sonce prehaja, čez dan je bilo tako ful vroče. Danes smo pa videli, no. Stari, tako imam občutek po čebuli. Ne moraš jesti čevapov, pa ne jesti čebule. Moraš to pač jesti enostavno. Jaz, ko sem v Bosni, se pa toliko najem mesa, da ga imam malo tako čez glavo. Ampak to je to, treba izkoristiti. Zdaj smo doma, ful je toplo. Jaz sem zdaj malo počivila, brala, pa bomo kavico spili. Ja, tole sem vzela v trgovini. Skočili smo v trgovino, pa smo vzeli 3 leče, bom pokazala pol, pa tole sem našla. Dubaj čokolado z belo. Kaj je v bistvu prednost v Bosni je to, da imajo oni tudi ful sladkarij iz Turčije in pa tako lahko različne stvari probaš. Sicer je zdaj niti več ne, kam je vse malo presladko, ampak tole sem pa hotla, no, tako da bova pa z dragim probala. Podjetje, ki to uvaža, se imenuje Scooter d.o.o. iz Bosne. Raven berem eno knjigo in sem našla tako napako, da je kruno, potrebujemo praktičnejšo rešitev. Mislim, da nihče tako ne reče, vsak reče bolj praktično. In jaz tudi mislim, da je tako slovensko bolj pravilno. In potem sem se spomnila na Mici, ker smo se pač pogovarjali o teh napakah v knjigah in sem to so jih učila. Ja, učila seveda, ampak iz leta 2004. Jaz sem slišala, da so se zadnje čase pokvarjali s temi lektorji, oziroma da sploh ne lektorirajo več. In tle je zlektorirana. Metka Bartol. Mislim, jaz nisem noben slavist, ampak tole pa mislim, da ni pravilno. Veš, take stvari mene zmotijo, ne zmot me, če manjka ena črka, to verjamem, da se zgodijo kakšni škratki, kakorkoli, ampak tole se zdi pa še meni, pa se ne poskušam na take stvari ozirati, ampak to mi je pa res, ne vem, čudno. Je sočno. Zdaj se moram pa lotiti še trave in sicer
In konec zabave, se je olil, tako kar naenkrat. Tako sem čutila kapljico 2 in pol bum. Tako da malo pauzice. Dežval je tako lih, ima še 5 minut, ne, tako da je nehal in nazaj na dolžnost. Vmes je spet začel dežvat, tako da sem prišla noter, berem knjigo. V bistvu je tako zanimiv, tam delam na polju, berem knjigo. Mislim, se v bistvu je ful fajn delo, sam problem je, ker se kariola ful hitna fila napolni z travo in pol jo moraš tja pelat. To je v bistvu ful zamudno. Samo travo hitro spravaš, a ne. Mi zato mi je kar malo naporno, ko sem pa tja. Po moje bom ful koraka naredila. Imam po moje tam še za pol dela, na polovici sem, ker je v bistvu ful velika površina. Včeraj vem, da sem bila ful dramatična, ker sem vse to govorila. Čeprav danes se mi zdi, da je malo težje delo, zato ker moraš pač to furati, pa travo, pač iz kariole vršt ven, ne. To je kar velika površina, se pravi, ne samo malo, ki sem je včeraj pokazala, ampak še tle pred bajto, ful, pa pol tam za najino bajto mal, tako da, mislim, je kar tega, no, je kar velik trave. Dragi je to pač vse pokosil, ne, jaz sem pa na kup sprala. On pol kost še tam, naprej na nivi, samo na noč rabam. Tako da ja, zanimivo je tole življenje. Ja, še to sem pozabila omeniti. Včeraj je bil svetovni dan knjige. Jej! Zame je itak vsak dan svetovni dan knjige. Malo se sprehajam po bajti. Vmes je nehal dežvat, tako da sem pa še malo pomagala. In sem v bistvu z dragim skup delala, tako da je bilo ful lažje, pa šlo hitrej. Ja, koliko je to trave. Fora tem, ko delaš, ni težko delati, ampak veš, da delaš Sizifovo delo, da bo spet ta trava narasla in ne vem kaj, jaz še enkrat tega ne bom delala. Fora pač v tem, da se dragi je pokosil s kosilnico, ampak je tudi neraven teren in pol ne moraš vse s kosilnico, ne, zato pol ostane trava. In jo moraš pobrati. Joj, fora tega me tle boli. Bom nehala s pretoževanjem, ker digim po moje tak že na živce. Bom še mal, ja, se bom brala, pa počivala. Dobro jutro, dragi me zbudo pol 8. Dobro, z 8, greva v Prnjavor, v center. Dežuje, tako da ni lih lepo. Meni v Bosni, mislim, grdo mi je, če v Bosni dežuje, mogoče li zato, ker smo pač v bajti in si to bolj povezan z naravo. Ampak ok si. Saj mrzlo ni, no, tako da je gotovo ok. Evo, tole center, trg, meni je tle najlepšno. Eno, njih se ne vidi od dežja. Zdaj sva se še nekaj ustavila in tle vidim 6 potepuških psov, kako žalostno. Pa tudi mačke bar sem jih videla, mučke bi užila. Tako še ga kuži, ampak jaz sem tako glede pasa, nisem mi še všeč. Kva je to? Slišeš, ko lajejo? Oh my god, angry sem. Jaz se teh potepuških psov malo bojim, ker kaj pa jaz vem, ne? Joj, da je šipa. Joj, ta je toliko luskan, 2. Vsi so ful simpatični. Sam jaz se te potepuških res bojim, ker oh my god, sem brhajo. Res, da sem v avtu, ampak dragi, je skočil ven. Bila sem v trgovini, vzela sem en nakit, pokažem pol, ker sem tu zadrila vzela, tako da pokazala, ka prideva nazaj dam. Evo, naj jo nazaj. Vreme je res malo tako kislo, no, ampak nimaš kaj. Se pravi, šla sem v ta CM, jaz tja naraj hodim, sicer sem tudi nakit precej zmanjšala, ker nočem kupiti. Sem našla par luškanih stvari in sem vzela. Te lahančke zame, kako so hude, take bite so se mi zdele, tako da sem res same take bolj posebne stvari. Tale prsten mi je bolano nor, zato sem ga vzela, no. Pa še to v isto.
Strelec, jaz sem strelec po horoskopu. Wow. Au. Očitno sem si las spila. Oh my god. Jezus, kaj se dogaja to? Cute. Yeah, baby. Potem pilco. Imela sem eno leta in leta in leta, če ne celo res kakšno desetletje, in jo ne najdem, ne vem, kje je. Doma sem jo izgubila. In zdaj, ko bom prišla nazaj, bom našla. Da vidim. Ok, malo je grobo, ampak dobro. Ja, seveda, kar je čisto nova, ne. Potem tale verica, pač ful mi je luškana. Potem sem vzela še nekaj za sestro in pa najstarejšo nečakinjo, ki je imela zdaj 18. rojsten dan, tako da sister, najstarejša nečakinja, stran pogledati, če tole gledate. Tele hančke za nečakinjo, pač 18 je stara, valjda nos take stvari. The bigger, the better. Pač jaz sem tudi včasih take ogromne uhane nosila in zdaj pač tlele se mi je malo povesla koža in ne morem, ne, tako da jaz zdaj težkih uhanov moram, čeprav ti niso tako težke. So res toliko, so hude, tako da upam, da ji bodo všeč. Pa še tole za sister. Upam, da ji bodo všeč. To je to, nisem hotela preveč. To so bili taki posebni kosi, zato sem vzela. Tako da ja, to je to. Danes je plan prebrati eno knjigo do konca, tam 90 strani, editirati ta vlog, pač kakor lahko, mislim, oziroma do konca, no, ko res sproti editiram in je ful lažje. Pa tlele moram posesati, tale štuk pa pač kopalnico pomiti, da pač pustiva, koliko je bilo lepo za nama, ker jutri popoldne naj bi šla domov. Ko malo je bedno, ko dežuje, no, ker ne moš pa niti biti toliko zunaj, ko bloku mene, da sploh ne motne, ampak tle je pa res ko. Tako, ok. Nam bo se pritožval. Še današnji citat. O skrbi zase se ne pogajaj. To je nekaj, kar moraš narediti. Posledica skrbi zase je lepota. Lepota ni cilj. Je le prijeten stranski učinek skrbi zase. Jonathan van Ness. Lej, dala sem si prstan gor. Koliko je lep. Res je tako unikaten, no. Na tak način imam sem še enega, tako da. Pa sem prebrala Robert Harris, Pompeji, 4 zvezdice, zgodovinski roman. Tale Robert Harris je tako znan po teh zgodovinskih romanih. On je tu napisal knjigo Konklave, po katerem je bil posnet film Konklave. Obožujem. Tole sem zdaj drugič prebrala, je pač moja knjiga. In zdaj tako razmišljam, ne vem, če bom še daj to knjigo brala, ker načeloma ne berem istih, ker je pač knjig preveč, a ne da bi brala iste, razen kakšno poezijo seveda. In zdaj razmišljam, kaj ne sploh naredim s temi knjigami, jaz bi pač rada prodala, ne. Ok, une knjige, ki sem dobila za ston, to dam za ston, ampak te knjige, ki sem jih pač plačala, ki niso bile pocen, bi rada prodala, ampak kje se sploh najbolj knjige prodajajo, ker na Facebooku je to ful slabo, na Bolhi še manj. Kot če ima dolgo še na svet, please napiši komentar. Skratka, tudi beležim si statistiko, koliko knjig sem zdaj prebrala in ta teden v Bosni, ne, tako da to bo ful dobro. Jaz sem ful rada statistiko pa take. Tako da beležiš, recimo, ne vem, toliko pa to knjig sem prebrala, toliko pa to kav sem spila, mislim, kav, seveda nisem štela, ampak tako, a ne. Zdaj bom nadaljevala s tole, ki mi sicer ni najbolj všeč, ampak bom videla, no, ker je pač iz knjižnice, da bom videla, koliko mi bo spet prebrati, pa se bom pa odločila, bom nadaljevala ali ne. Da še tole potestiramo. Exotic, hruška. Mislim, se sem že pila, no, sam pač pred kamero. To je proizvaja Vitinka, Zvornik
iz Bosne. Ista mi je moj fotor originalno. Čin. Ful mi je všeč. Tako nežen okus po hruški, pa tako kot osvežilno, seveda malo sladko, pa malo paše, ko je gazirano, ampak čist malo. Jaz sem raje nežno gazirana pijača, kakor ful. Ok, dajmo zdaj probati tole dubajsko belo čokolado iz Turčije. Dragi jo je sicer včeraj probil, pa ni bil najbolj navdušen. Tako da ne vem. We shall see. A ja, drugač, mi je zanč eno podjetje na TikTok pisalo, da bi mi radi poslali iz Slovaške njihovo dubajsko čokolado. Tako da zdaj čakam paket. In če pride, seveda posnamem. Ok, takole. Je dobra, všeč mi je, ker je bela čokolada, ampak ja, pač ful je sladka, ne. Mislim, sem že jedla boljše dubajske čokolade. Tako jo narediš doma je najboljša. Ampak je ni toliko slaba, no. Kakor jo je poplul, sem mislila, da to res za nič. Za tiste, ki vas zanima, kupila sem jo v Bingu. Bingo je tak zelo velika trgovska mreža Sloveniji. V Bosni. Plus Fortuna je tu velika mreža. Stala je 4 evre pa še neki. Ocenim jo 7 od 10, ker ni spet toliko slaba, ni pa spet toliko dobra, kot da je neko umestno. Jej! Zdaj pa bom malo pauze od branja. Vmes je minil nekaj ur, tle sem posesala, par stvari pospravila v kovček, kakor se pač dal. Zaključujem tole knjigo, sam še 15 strani, oh my god. V bistvu sem toliko vesela, da sem toliko knjig prebrala. Tole bi rada prebrala, kaj je ena mama napisala, oziroma rekla: My worth isn't linked to my work, but is linked to my values. Yes! Ok, prebrala sem tole. Stacey Dooley, ona je angliška novinarka, sem že parkrat omenila. Dear Minnie, Conversations with Remarkable Mothers. Fulora knjiga o materinstvu. Pač več žensk napiše pisma svojim otrokom in pa se pač ona z njimi pogovarja in je zapisano v tej knjigi. Zanimivo, zelo čustveno in prebrala sem jo danes. Zdaj pa res rabim pauzo od knjig. Ostala mi je samo še ena knjiga in pa revija. Wow. Wow. Sem vesela, da sem v bistvu vzela vse to sabo, ker sem najprej malo je preveč, ampak ni preveč. Takole zdaj bo šel dragi v mesto in mi bo prinesel pico. Čevapov sem se malček najedla, mogoče jutr, ampak danes hočem pico, ki je bila ful dobra zanč, ko smo jo jedli. Zdaj šla pa malo na kompjuter in počivala, mogoče malo TV-ja. Dejansko, ko par dni so prškala, nisem. Kritek, nisem navajena TV, pa tudi realno ni nič pametnega na TV-ju. Dobro jutro, zdaj gremo vsi trije v stanari, ker imamo eno pravke, tako da pa upam, da bomo imeli tudi caj za kakšno kavico. Malček je mrzlo, ampak vse dežujene, koliko je lepške sonce. Zdaj smo v stanarih in že vidim 2 potepuška psa. Oh my god. Zdaj se on bolj boji meni, kako res njega.
Kako je lepo. Bebo. Prišli smo nazaj. Evo, ena ideja sem dobila, kako zapakirati verižice, da se ne bi zavezala med sabo. Daš na tole in jaz mislim, da bo to moral zdržati. Tako da jej. Zdaj se še počas pakiram, to, kar mi je še ostalo. Pa bom v bistvu brala in čakala bedeva, ker dragi sa še nekaj dela tam vzun pred bajto. Pa šla, no. Ja, tako. Pol je hit minil, lepo je bilo. Kakor je seveda lepo, pa zmer s familijo. Se veš, zna tu včasih biti naporen, kar je čist normalen. Pa kaj je bilo, je ful fajn, jaz sem pač ful knjig prebrala. A ja, zdaj lahko povem statistikam. Se pravi, v enem tednu sem prebrala 7 knjig, od teh sta bili 2 zelo kratki, ena je bila poezija, ena je bila pa pač taka zelo kratka, ki je nisem tle omenjala, zato ker mi je bilo tako pranje možganov. Daj so tudi kakšne knjige, ki mi res niso tako absolutno niti malo všeč in pa daj tudi kakšne knjige ne omenjam. In tako tudi pač te ene ne bom omenjala. Pa zdaj, ko sem izlagala lepo v torbo, ful dobro zgleda, se bi se bom pokazala. Tole zdaj zgleda groza. Tako so knjige, pa pol manjka še ena, pa še revija, ampak uno pa nisem do konca, mi ni uspel prebrati. Dobrodošli v kopalnici. Zdaj moram še tle par stvari spakirati. No in tele naravno zgleda najino bajto. Pa tle moram še malo pospraviti. Žal jagode niso imeli, tako da sem morala vzeti malino. Jaz sem po moje edina odjemalka tega. Jaz mislim, da oni to niso že od lanskega leta filali. Ne. Malina mi sicer ni toliko všeč, malo je kiselkasta. Da preberem še citat. Današnji nasvet. Obuj superge in razišči sosesko. Bivanje zunaj ti bo dobro delo in mogoče lahko odkriješ čudovito novo kavarno ali park. Pa še kako res je. Jaz sem danes bila prvič v Stanarih in prvič v Kulaših, tako da zakon. Ok, čin. Spomni švoh. Oh my god. Shit, všeč mi je. Pač jagoda še zmer boljša, ampak tudi tole sploh ni slabo. Nevarno. Zdaj pa brat, kolikor mi pač uspe. Pa se peleva nazaj, vmes sva šla v Fortuno, pa z enimi kolegi so se dobila, tako da zdaj pa pot proti Sloveniji. Vprašanje, da bova sva domov prišla, ura je nekaj čez 7. Itak je gužva na meji, tako da
Bomo videli. Kužvica, Slovenija. Jaz sem crknila, res crknila sva. Potovala sva 5 ur in pol, malo več kot 1 uro sva čakala na meji. Ura je malo pred 1 zjutraj. Jaz grem čim prej spat. Se gledamo zjutraj, lahko noč. Dobro jutro. Včeraj sem bila toliko utrujena, ker sem otišla sami sebi, kaj še dragamo. Tako da spala sem do 10. Zdaj greva pa s kolegom Nuletom na kavico. Pa čilat in nič početi. Oziroma pač pospraviti, ampak drugače pa nič početi. Evo nas v Noksu, zdaj bomo pili kavico. Sonček. Zdaj smo na sprehodu. Kako pa še kaj sonček. Kako je lepo. Wow. Sonce mi že nabija v glavo. Rabila kapo. Sem spet pozabila. Tudi v Bosni mi ful prav prišla, tako da me je kapo. Se vemo, lanske sem skozi govorila. Ko je močno sonce, je kapa tajn. Ja, vesel praznik, vesel dan boja proti okupatorju. Kako je lepo, ne morem se načuditi naravi. Kako paše. Prav jokala bi. Od sreče seveda. Dajmo res ceniti sonček. Che bello! Evo nas na golfu v Stanežiče. Pol je lepo. Se bo obrnil. Hi baby. Radke. Hi baby. Prišla sva da, vzela sva pico in zdaj moram jaz to vse pospraviti, razpakirati se. Perila je toliko, da pa tale vlog bo dolg po moje kakšno urco, tako da upam, da pogleda do konca. Počivava, gledava serijo, tako da nič kaj tazga ne počneva. Še današnji citat. Ne glede na to, kaj počneš, poskrbi, da te bo to osrečevalo. Paulo Coelho. Zdaj je plan, da greva na en kratek sprehod, pa nadaljevati serijami ali filmom, karkoli, pač počivati seveda, ne. Jaz sem v bistvu še 1 teden na dopustu, tako da ja, privilegij, vem, in sem zelo hvaležna za to. Tako da jutri je pač plan priuprati, pospraviti lepo, sesati, karkoli se bo dal. Imam še ene pravke, mogoče mi uspe skočiti do knjižnice. Bomo videli, no, 2 knjigi poezije moram še prebrati, tako da bomo videli. V bistvu bom kar tle zaključila vlog, ker bo že tako čisto dolg, skoraj 1 uro. Jaz upam, da do konca pogledaš in upam, da ti je vlog všeč, pač komentiri, no. Hvala, da si tle, hvala za podporo, ful cenim, rada te imam in se gledamo spet v naslednjem vlogu. Pa imej lep teden. Čau!